Къде я, не? Zdaj sem specialc. To je to. Evo grem pol cele, zdaj si pa samo obraz za kaj. Nahrbtnike pospravite tukaj pod smreko oziroma pod jelko, da bo pod streho. Evo ga, super, odlično. Še en specialc, evo ga, ti si že stari specialc. Ja, sem. Odlično, evo ga, še enega. Smo. Fantastično, Max. Jaz sem Brož, super, evo ga, super, evo ga. Evo, sami specialci, super. Pa ti tudi vidim. Ja, fantastično. Jana, ne? Lariš. No, tako, ja. Super. Evo ga, Saša. Super. Ti si šotorko zakrit, super. Evo ga, še en specialc. O, pa še en. Evo ga, ta se je zelo dobro namazal. Ste to čisto resno vzeli. Fino. Poglej ga. A? Veš, to je neustrašen fant, ne? Super. Lahko, izvoli, izvoli, izvoli. Evo ga. Ta se je pa najbolj potrudil. Veš, tako se zamaskira obraz, a ne? Ker najbolj sveti od vsega. V redu si, ja? Super, super, evo ga, Saša. Super, čez dale boljši ste. Zelo dober. Še malo tle po nosu, takole, pod očmi, tam je se najbolj svetaš, ja. Laris, Tako, odlično. a jaz ko štem, nobene sme iti v moj gnezdo, ko jaz štem. Ko ti šteješ, no sme nihče v tvoje gnezdo, res je. Reči to o tem. Odlično si to upravil. Fantastično, evo ga, še en specialc. Super. Tretja svetovna. Voda iz otrok. Preka, nareta. Evo, sami specialci. Odlično. Super. Evo, poglejte njega. Pa njega. To je kar dobro. To je, a vidite, če zdaj en zraven stopi, ki je manj namazan, da stopi med njiju, da samo da vidimo razliko, koliko se tvoj obraz bolj sveti od njunih. Se strinjamo ostali? Je tako? Je res, je res. Ampak samo za pokazati razliko, okej? Sem te našel. Pojdi k njim, ki v njih sem že našel. Ta sosedete, ja? Sem te našel tisti, ki si tam za grmovjem. Odlično. Oni se pojavijo, vsi ti so za grmovjem. Ja, dobro si jih, dobro, ker ne poslušajo navodil, ne? Se kar sami javijo, lej se kar sami najdel. A? Malo tako goljufam, rečem tisti, ki je za grmovjem in bolj vsi, ki so za grmovjem Ja, idejo. to je tvoja dobra taktika, odličen sokolci, lej, kaj ni rečem. Lariš, nisem goljufov, tamle je Lukenča in Galokov. Nisi goljufov, nisem rekel, da si goljufov. Ne, sam povem ti, za unim Vem. Pa Pojdi k njim, ker tistih sem že našel. Artjom, pa ti si res ta pravi sokol, lej. A? Kaj imaš dobro oko? Vse opaziš. Zdaj bom. Sem te našel v zeleni majici. Prosim, če se vsi tamle pri Tanaju zberete, tisti, ki se pa sedate dol. Sem te našel tisti, ki imajo klobuk, tam. Sem te našel tam. Imaš blond lase. Dobar dan. Bravo. Imaš blond lase. Jaz sem že prišel. Odlično, kar pet dol. Boš naslednji sokol, velja? Naslednjo rundo. Bravo, čestitam. Drug, ki ima blond lase. Družka. Ja, jaz sem mislil, da zdaj pa sem tebe našel, pojdi k njim, ker unih sem že našel. Sem te našel, ki imaš blond lase, ki imaš klobuk, ki si tam. Našel te je, ti, ki si blond. Ambrož, sem te našel. Ja?
Za drevesom. Nehaj spat. Saj res je. Sem te našel, imaš blond lase. Bravo. Slušaj, Artyom, si se sliši, ko hodijo. Bravo, tako, ja, prav. To je obrno. Ja, res je. Sem slišal. Prosim, če greste ostali kar dol. Tam je hodil iti k meni in sem ga slišal. Kar pejte dol tjale do Ambroža, prosim, če greste. Pa počepnite dol, da vas ne bo, da bo vedel, da ste že izločeni oziroma naši. Sem te našel za veliko drevesa. Za veliki. Ves čas ga morate gledati. Sem te našel zeleno majico. Ne, sem te še prej. Ja, si ga. Tebe že prej si rekel. Prehiter si bil, bolj počasi je treba. Ne, sem te že našel. Ok, naslednjo Ja. reče, bomo šli naslednjo rundo, grem tja. Zelena majica, pridi. Ja, jaz ne grem več. Še tam. Meni je... Pridi z modro majico. Ja, jaz se s tebe tam, če sem tja gledal. Jaz moram zdaj... Ej, tiho. Sokol mora dobro slišati. Imaš sivo bundo. Imaš... Sem te našel za grmovjem. Ne, sem te že prej. Ne, sem te... Opa, vidiš, kaj se to zgodi. Ok. Ti v zelenem puloverju za drevesom. Pa ne ti jaba. Kapo imaš, pa v vojaški karate majici si. Da, v zeleni jopki, ali kam si. Se začali, pa gledaš, pa kapuco, pa blond lase imaš. Ves čas ga morate gledati, Sokola. Artyom, pa ti. Najdel sem te že prej. Odlično, bravo, specialc. To. Ambrož. Mene najdu. Ja, je rekel. Pa njega ima celo paco od blata. Vsi, ki ste najdeni, gre se dol do te jelke tamle dol. Da je en zadnji pa meni gleda. No, Terence, izločen si. Max. Tale. Ja, preveč si se skril tamle od zadnje za smreko, kolega. Pa on. Ja? Ves čas ga moraš gledati, saj z enim očesom, ja, smo rekli. Mene so tudi najdu. Ne id preblizu, če pa so tudi najdu. Tiha tam. Pa če grem pol. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ti v zeleni jopci pa v belih laseh, ti v črni bundi, ti v očalih pa z bilo lasmi. Artyom. Bravo, Kanaj. bravo, Tanaj. Ti v blond laseh. Kaj je ta najboljši pas? Ti s praprečo pa v očalih. Bravo, zelo dober. Izloč ga, ne? Sej ti, sem pokaži. V redu, v redu. Ti z belo majico. A pri zastavicah bom jaz vedno ali bo še kdo drug Samo zastavil? ti bo zastavica. A to ni kot pri Sokolu? Ne, je podobna igra, ampak čist drugačna pravila ima. Bravo. Sam nisi prvi. Ja, sej. Ja, Noter sem prišel. si prišel, to je pomembno.
Izločen, Ambrož. Zelena majica. Ja? Modra majica. Ja, ti si izločen. Ti si izločen. V zeleni. Izločen si. Ja, izločen. A so to vsi? Ja, štejte sami, ne vem. So, ja. Vsi so. Ja, zdaj 3 prihajajo novih, dajte pohiteti. Naprej. Poiščite zastavico. Kje je zastavica? Ja, poiščite jo. To ne gre, kako je to. Ja, grem tja. Pazi, zdaj bojo novi 3 prišli. Siva majica izločen. Gremo te iskat. Lan. Ne se dosta. Hudi si enkrat si te videl. Tam si šel, zraven siva majica. Ti si izločen s klobukom. Izločen, ja. Poiščete zastavico. Roko mu daš in ga odpeljete, dajmo. Krijte ga. Sam ne ga vleč preveč. Ej, kolega. Daj teči, Artjom, če se lahko. Krijte ga, da ga ne bo izločal. Preveč ste skupaj. Imamo zastavico. Čestitam, 1-0 za drugo ekipo. Zastavica se vrne nazaj, prosim. Temno modra majica izločen. Sivi pulover izločena. Sivi pulover pa modra majica izločena sta. Ej, izločena. Ja, tako se vidi, sorry. Prost. Črna majica, vsi 3 ste izločeni. Tečite hitro dol v bazo, da štartajo naslednji 3. Gremo. Kje so? Kje je zastavica?
Pazi, naslednji trije prihajajo. Zelena majica izločen. Bela majica izločen. Izločen si. Ja. Zastavico imamo? Ja. Ja! To. Imate zastavico, bravo, 2-0 za drugo ekipo, čestitke, končano. Modra kapuca izločen, Žan, izločen si. Greš v bazo. Siva majica izločen. Čestitam, zelo dober, vseeno. Nisem videl. Ja, seveda, so skriti dobro, ne? Čiste, da se ne moreš sleti. Ja, dobro so se zamaskirali. Dajmo se premikati. Čestitam. Čestitam, 2-1, zastavica pride nazaj. Siva majica. Kdo ima tako sivo majico? Kje pa je ta siva majica?
Črna majica je izločen. Saša je izločen. Saša je izločen, Saša, ne ti. Vsi vi. Se je šel ven. Brez majice, izločen, ta prvi. Ta drugi, oba je brez majice izločena. Ja. Migo. Migi, kje si bil? Živijo. Zelena majica! Zelena majica. Ambrož, ja. Ja, izločen. Črna majica! Vem, da pa si prvega. Ja. Izločeni. Ti si izločen, kolega. Kaj delaš tle? Ven, ven, ven. Ja. Samo sem stara, ko me noga boli, ko sem na kolenu bil. Aha. Mislim, da me spet. Ej. Ja bom jokal. Ja bom jokal. Zgubil sem se. Kje je pot? Takole dol. Ej, ne smeš povedati. Ej, prosim, da ne poveš. Ne bom. Prosim. Pomahi zastavice malo. Ja, izločen je. Enega si izločil, ne? Ha? Dva. Ja, en ima samo zeleno majico. Pej dol v bazo, kolega. Izločen.
Brez majice izločen. Rjava majica izločen. Jav s kapo izločen. Dej, krijte ga, hej, pridite gor, če hočete zmagati, da boste izločili une, no. Pazi, zdaj bojo naslednji trije ful hitro prišli. Skrijte se hitro. Kam bežite une dol? Goljufajo. Druga skupina. Ej, goljufali ste. Za prvo skupino si tudi rekel, zdaj goljufajo. Goljufate, prehitro ste šli v igro. Nadaljujemo. Oni so goljufali, so šli prehitro v igro. Urša, ko se vrnejo, vsi trije gre lahko šele naslednji, ja? Čestitam. Dor, zdaj, gremo. Teč pa ne smemo, ja? Utavče se odbije, ne velja. Brez prišepetavanja. Bravo, Ambrož. Hvala. Šlo specialci? Ambrož, ja. Odlično, Bor, odlično, super. Kar naslednji se pripravi. Smo, Saša? Ostali ste tiho in 3 metre v zadej, ne? Koliko je 3 metre? Tako. Smo pripravljeni? Tanaj, si? Gremo. Akcija. Brez prišepetavanja in brcanja in ne vem česa. Ne velja jih naenkrat več vrč. Ok, bravo, Saša. Kaj je bilo? Ko se ga dotakne, bo tudi zbit, Laris. Aha, ja, je bil pri njemu, ne? Si bil že čist pri njemu. Ok, velja, priznam. Gremo na zgornjo stran. Se usedete in ste a ne? Zato, da bo ta zavezanimi očmi sploh kaj slišal. Smo? Pripravljeni? Kar gremo. Po enega. Bravo! Na okrog.
Koliko hodil? Nič, dost. Še bližje prišel, ja. Ej, brez prišepetavanja tamle v zadnji. Ni pošteno. Fantje. Bravo! Bravo! Čestitam! Čestitam! Ej, tukaj so sedeči. Ne smemo teči, vrni se nazaj. A pa si izločen, odloči se. A na začetek? Ne, tukaj, ki je začel teči približno. Samo po enega, prosim. Zadet. Ja. Izločen. Izločen. Kaj? Si se ga dotaknil? A je bil izločen? Ok, potem greste oba na spodnjo stran. Oba na spodnjo. Kolega, na spodnjo stran. Na spodnjo, oba sta bila zbita, na Ja, spodnjo. tako. Ok, naslednji se pripravi. Ok, izločen. Ti sem tukaj celo. Bravo, Max. Bravo, Max. Čestitam. Napred tem, pa tem, pa tem. Ne sem klele v zlato. Če zdaj klacinaš cili takole. Šš. Kje so 3 metri, fantje? Povejte, kaj je bilo, nisem videl. Pripravljeni? Pozor, staj, gremo. Ne smeš teči. Teč pa ne smemo, ja? Postavče se odpije, ne velja. Brez prišepetavanja. Bravo, bravo, bro. Moram brošiti, ja.
Jaz sem drugi. Jaz sem peti. In 3 metre v zadej, ne? Koliko je 3 metre? Tako. Smo pripravljeni? 11. Gremo. Akcija. Brez prešepetavanja in brcanja in ne vem česa. Ne velajte enkrat več vrč. Ok, prav Saša. Takle se ga. Samo kurjenje ognja v naravi. Moramo paziti, da ne kurimo pod velikimi krošnjami ali ob visoki travi. Fino je tudi, če imamo v okolici, kjer kurimo, na razpolago kamenje ter vodo ter primerni les. Tako je. Najbolj primeren les je od Bukve. bukve, saj gori kot papir, tudi če je moker. Gori kot papir, tudi če je moker. Gori tudi, če je moker. Seveda gori, samo moramo imeti dovolj energije, ne? Ok? Ja. Če pa tudi kurimo v gozdu, je fajn, da prvo dobimo dovoljenje od lastnika. Tako je. To je zelo dobro. Super. Ognjišče meri 3 metre okoli. Fajn je tudi, da okoli ognjišča damo kamne. Res je. Kaj pa, če ni kamnov? Te moramo pač biti malo bolj pozorni. Ja. Kaj pa, če bi jamo skopali pa zemljo dali okrog na mesto kamnov? Bi to bilo v redu? Ne, ker bi zemlja verjetno padala in dušila. Ne bi. Ne bi? Verjamem, da ne. Je pa zelo dober pripomoček tudi pol za pogasiti, recimo zemljo, ne? Si videl včeraj? Ja. Ok. Še kaj? Ne, mislim, da. Zelo dobro si to povedal. Bravo. Naprej. Jaz bom pa danes predstavil stopinje, vedno bom predstavil stopinje od medveda, O, super. od rjavega medveda. Odlično. Sprednje stopinje so krajše od Zadnjih? od zadnjih. Tako je, ja. Bolj znanstveno se pa rjavemu medvedu reče Ursus arctos. Ursus arctos. Ja. Ok. Je latinsko ime. Super. Volk ima pa glasinico bolj senčaste oblike. Pa krajše kremple. Tako. Ok. Še kdo kaj drugega pove? Ja, jaz bom predstavila skrb za okolje. Pri poseganju v naravo si je pomembno zapomniti 4 splošna načela za obnašanje v naravi. Ta prvo je načelo samoobrambe. Torej, če te nekaj ogroža, si imaš pravico se braniti. Naprimer, če imaš drevo, ki ti bo podrlo hišo, se ti bo podrlo na hišo, ga lahko posekaš. Potem je načelo proporcionalnosti in je v bistvu sposobnost ločiti bistvene od nebistvenih stvari. Veš, kaj si rabiš najprej narediti in da ne uporabljaš toliko materijala. Potem je načelo najmanjšega zla. Torej pri zadovoljevanju lastnih potreb v naravi probaš storiti čim manj škode naravi. In potem je načelo porazdeljene pravičnosti
In to v bistvu pomeni, da vse žive in nežive stvari v naravi imajo svoje pravice in pač ne moreš vsega uničevati. Bravo, kako si to dobro povedal. En aplavz, prosim. Zelo dobro. Še ti kaj poveš? Tukaj pa malo sedi šakala, spada v isto družino, kot pa volk. Ja. Ima zelo zanimive stopinje. A bi mogoče, če na hitrco sam pogledava, mogoče razlika med volkom pa lisico pa šakalom po repu, a bi znal na hitrco ločiti šakala od volka ali pa lisice? Kaj bi rekel? A vidiš, da ima do prvega skočenega sklepa ima dolg rep. Lisica ima daljšega, volk ima pa tudi daljšega, a ne? Lisica ima bolj tako, pač ima daljšega, kakor pa volk, pa šakal, najkrajšega pa ima šakal. Tako je, odlično, bravo. No, jaz bom povedal o volku, pa kje živi, pa ni zanimivosti. Torej, kot prvo, volk lahko prepoznaš njegovo stopinjo, potem, če bi vzel manjšo palčko, pa jo bi dal med njegovimi prsti, bi se konec prvega prsta, pač da ne snemo krempla, bi se, če bi dal palčko tako, da bi se te dva zadnja prsta povezala, bi bila palčka pri začetku sprednjih dveh drugih prstov. Pol pa volk je težek je od 40 do 55 kg, zarastejo od 70 do 90 cm, imajo od 3 do 8 mladičev, sezona parjenja je od konca januarja do konca februarja. Za rojevanje mladičev je od konca februarja do sredi maja. Volkovi živijo v kraških seljih, v gozdovih, pa živijo v tropih in en trop zavzame 10 tisoč hajev prostora za sebe. Jaz bi vam pa predstavil šakala, ki ima telesno mašo od 10 do 15 kg. Dolžina trupa z glavo je od 80 do 90 cm. Obdobje razmnoževanja je od januarja do marca, obdobje poleganja pa je konec marca in aprila. Vedenje. Je nočna žival, in je aktivna ponoči in ob zori. Posebnosti. Je vse jed, je vzdržljivec in je dober tekač. To je to. Jaz bom pa predstavil gams. Moški spol gamsa se imenuje kozel in ženski spol je koza in mladič je kozlič. Stopalo imajo 5 cm, tehajo od 30 kg do 55 kg, visoki so do 85 cm. Živijo v alpskem delu Slovenije in živijo pač v visokogorju. Niso nočna žival, ampak so dnevna žival in njeni imajo do enega ali dva mladiča.
začetka novembra pa do konca, mislim, sredi decembra imajo sezono parjenja in prepoznamo njegove pač drekce, polkove, take okrogle. Ja, pa še za oba dva spola rastejo rogli celo življenje. Za oba, pač za vse. Jaz bom govoril v risu. Njegova teža je 25 do 35 kg. Njegova višina iz tleh do glave je 60 do 70 cm. Imajo 1 do 4 mladičev. Njegovo stopalo je široko 7 cm. To je to. Jaz bom predstavil medveda. Je od 120 do 400 kg težek. Plečna višina je 90 do 120 cm. Obdobje parjenja sredina junija do začetka avgusta. Šapa je 30 cm dolga. Zanimivost je, da medved celo zimo predrema, pa da je samotar. Jaz bom predstavil divjo mačko. Divja mačka tehta približno od 5 do 12 kg. Njena velikost je od 30 do 40 cm. Ta čas parjenja je od februarja do marca. Čas poleganja je pa od aprila do maja. Živi večinoma v gostih gozdovih na toplotnih delih Slovenije. Pogostejša je južneje od Save. Prehranjuje se v večini z majhnimi glodalci in ptiči. Je tudi samotarec. Divja mačka je znana tudi po tem, da je dobra lovka rib. Lov je na začetku človek potreboval predvsem za preživetje. Kasneje, ko se je družba razvijala, lov ni bil več tako življenjsko pomemben. Lov je kasneje postal tudi kot zabava. Lov zdaj je organiziran pri nas kot šport ali gospodarska panoga. Na začetku so ljudje lovili s pomočjo psov, kasneje so si pomagali s ulicami ali noži, tako so prišli tudi na lok. Kasneje so iznašli tudi samostrel, za izumom smodnika pa so začeli streljati tudi strelnim orožjem. Lovec mora paziti, da imajo živali v času, ko ni veliko hrane, dovolj hrane za preživetje. Paziti morajo tudi, da ko so živali lačne, da ko je katera žival bolna ali stara, da jo lahko odstrelijo. Pri tem morajo paziti, da se osnovno število ne zmanjša. Lovci živali pobijajo zaradi bolezni, zaradi hrane ali zaradi tega, ker jih je preveč. Temu se reče tudi izgon. Naprimer, nedolgo časa nazaj so lovci se organizirali, ker je bilo preveč medvedov v Sloveniji in so odhajali v mesta. Zato so sklicali sestanek in se odločili, da bodo pobili neko število medvedov. Vedno je neko določeno število, kajti če bi preveč ubili, bi lahko tudi potem izumrli, pač ne bi bilo več v Sloveniji.
Zato se tudi lovci skrbijo za njih in dajo hrano. In potem jim morajo tudi nastaviti solne kamne, da dobijo minerale. Zaradi tega, ker potem, ko je zime, pridejo iz te slame, pridejo suhe slame na travo, ki je sveža, navadi drisko in driska čisto vse izsuši, ven iz teh tudi minerale živali in potem morajo tudi minerale nazaj dobiti. Zdaj pa še nekaj v lovu s stopinjami. Lovci, ko zagledajo stopinje, lahko izvejo, katera žival je bila to, katere vrste je bila, v katero smer je šla, ter tudi pred koliko časa je bila tukaj. Tako lahko tudi hitreje najdejo kakšno žival, ki jo hočejo loviti. Stopinje lahko najdemo v kakšnem blatu, ki so vtisnjene, ali pa v posušenem blatu, ki so bile že prej vtisnjene. Medved ima od zadnje tace večje stopinje kot od sprednje, saj se mora z njimi vdrivati in tako lahko tudi hitreje teče. To je to. Obstaja tudi krivolov, ki je prepovedan. Kazni za krivolov je denarna kazen in zaporna kazen. Krivolov tudi, zaradi krivolova lahko tudi izginejo nekatere redke vrste živali. Čakanje. Čakanje je način lova, ki uporabimo veliko časa. To čakamo navadnem na storu ali pa na više drevesa. Na tak način se lahko lovimo cel leta. Večinoma uporabljajo v stari vekavi v kameni dobi. No ja, in zdaj bom jaz govoril o pasti. No ja, pasti so osnovna dela lova, da zagrabi žival, a ne. In železne pasti zagrabi žival za nogo, če žival tam ne hodi, in potem ta žival trpi. In zato pogine v mukah in zaradi tega, in zaradi gladu je ta žival žejna, je mrzlo, pa tudi zaradi lakote, ampak najbolj pogosto smrt od živali je pa krvavitve. Paki so posebne naprave, v katere lovime kune, no večinoma. Potem pa so še škrinjce in za škrinjce lovimo polhe. In ko polha gre do škrinjca, se sproži vzmet, ki mu v trenutku zlomi vrat. To je to. Ste vedeli, da ima vidrov zveri, ki živijo pri nas? Najpogostejši kožuh, gosta dlaka kožuha vidro varuje pred vlago in mrazom. Ugotovili so, da ima več kot 40 000 dlak centimetrov. Bomo pa predstavili češnjo. Iz češnje lahko naredimo marmelado, jo skuhamo za kompot ali pa pripravimo dve žgani pijači, kot sta vino in kis, pa iz posušenih plodov od češnje skuhamo čaj. Češnjo peške razdrobimo in prepražimo. In jih uporabimo za kavni
Nadomestek. Zelo mlade liste, spomladi, aprila zelo mlade liste v zelo majhnih količinah lahko porabimo tudi kot dodatek ali aromo v raznih omakah. Od aprila do junija pa lahko liste tudi posušimo in uporabimo kot čaj. Od aprila do maja rastejo beli listi, beli cvetovi in okus, plodovi imajo aromatičen, sladko kisel okus. listi in cvetovi me nekako spominjajo okus mandljev.